Ok, kaj jaz jutro pišem? Ker dejansko vem, da hvaležnost je ful velikega pomena. Ama res ful velikega pomena. Je, da takoj jutro, ko se zbudim, takoj ko odprem oči, si v bistvu rečem, hvaležna sem, da sem zdrava. Hvaležna sem, da sem živa in da sem se zbudila. To je že takoj v tistem momentu hvaležnost. In ko se zbudim iz postelje, ko grem, pač takoj si povem še hvaležna sem za posteljo, v kateri sem spala, ki me je grela, hvaležna sem, da imam svojo sobo, svojo pač zakonsko posteljo, da z namirom imava kje spat, potem da imava hišo, pač to vse sem hvaležna. In potem, ko se vstanem iz postelje, sem hvaležna, da lahko hodim, da so moje noge zdrave. To si že vse prej govorim, tega si še ne pišem. Da so moje noge zdrave, potem pridem do kopalnice in sem hvaležna, ker imam kopalnico. Hvaležna sem, ker le pred kolikimi leti, pred 500 leti, niso imeli kopalnice, ki so imeli noter in WC, in tuš kabino, pa banjo, in umivalnik, in da imaš toplo in mrzlo vodo, in še to, da je pitna zraven. Pač jaz za to vse sem hvaležna. In v enem trenutku, ko pridem v kopalnico, sem hvaležna za to vse. Da imamo radiator, da je toplo, pač poleti, po zimi, da se greje. In potem, ko pridem do zobne ščetke, sem hvaležna, da imam zobno ščetko, da si lahko umivam zobe, da imamo zobno pasto, da si umivam zobe. Potem sem hvaležna za zobno nitko, hvaležna sem za vodo, da se umijem, hvaležna sem za roke, da se lahko umijem, da mi funkcionirajo, da mi pač pomagajo. In to je že en tak ritual, potem, ko se otroci zbudijo, sem hvaležna, ker imam otroke, hvaležna, da jih lahko uredim, da jih zrihtam, hvaležna, da se tudi sami že znajo. In za vse to sem že hvaležna, preden sploh pridem do priročnika. Se pravi, ko vse stvari narediš, ko dejansko prideš do priročnika, se usedeš in si zapišeš najprej 3, 5 ali pa 10 stvari, za katere si hvaležen. Dejansko takrat napišem, da sem hvaležna za moje zdravo telo. Hvaležna sem za vse moje zdrave celice, za vse moje zdrave organe in da sem zdrava. Potem lahko si hvaležen za odnose. Lahko si hvaležen za, recimo, jaz, ko sem hvaležna za otroka, da sta zdrava, da mi omogočata to poslanstvo, da sem lahko mama. Hvaležna sem, da me učita umirjenosti, potrpežljivosti, veliko ljubezni. Potem si lahko hvaležen za svoje starše, ker so ti dali življenje, ker so te vzgojili, ker so ti pomagali odraščati na poti, pomagajo verjetno meni. Jaz sem hvaležna za moje starše, ki mi pomagajo še občasno čuvati naše otroke. In tako naštevaš stvari vse, zakaj si hvaležen. Od partnerja do pač moža, žene, do punca, fanta. Potem hvaležen za prijatelje, katere imaš, hvaležen za sestre in brate. In to vse lahko napišeš. Hvaležen za... Ne vem, za to zdravje smo že rekli, ampak ja, lahko zapišeš, hvaležen si za zdravje. Hvaležen si lahko za hrano. Hvaležen si lahko za vodo, ki jo piješ. Ker imamo pitno, ne rabimo jo piti prekuhavati ali pa piti iz plastenke. Hvaležen si lahko, da imaš poln hladilnik. Hvaležen si lahko, da imaš vse aparate v kuhinji, da imaš štedilnik, da imaš hladilnik, da imaš mogoče pomivalni stroj, ki pomaga, da imaš pralni stroj. Hvaležen, da imaš hišo, da imaš avto, ki te pelje na A pa B točke. Če je boljši, pa če še boljše zaradi varnosti. Hvaležen za rože, ki so zunaj, hvaležen za drevo in to je on in on in on. Cel dan si lahko hvaležen. Kaj pa ful dobro, kar še jaz naredim. Jaz včasih, ko slišim policijo, vidim policijo, ko gre mimo mene z avtom, si rečem, hvaležna sem za mojo varnost, ker če oni se ne bi peljali, vprašanje, kako bi bilo. Potem rešilce, ko vidim, sem hvaležna za opomnik, da sem zdrava in živa. Se pravi, si rečem, hvaležna sem za svoje zdravo in močno in fit telo, za svoje življenje. Potem, ko vidim banko, bankomat, kaj takega, si rečem, hvaležna sem za ves denar, ki ga imam in ki ga bom še dobila iz pričakovanih virov in pa nepričakovanih virov. Potem, ko vidim kak dober avto, si rečem, hvaležna sem za to, da tudi jaz imela tak, da imam, da v bistvu v prihodnosti že imam en tak hud avto. Pač to gre lahko res venomer, ker dejansko, ker če si hvaležen in če boš bil še bolj hvaležen, boš dobil še več stvari, za katerih boš bil še bolj hvaležen.
dejansko lahko tudi recimo za segmentacijo dneva, ko recimo se pelješ od avta v službo, pa avto trgovine, pa po kakih opravkih, pač kam moraš iti, si lahko hvaležen za to, da lahko greš tam in si lahko predstavljaš, da se bo vse odvilo odlično in si že hvaležen za odlični razplet. Hvaležen si lahko za oči, da lahko vidiš te vse lepote, ki so v naravi in pač, da lahko vidiš znane obraze, da lahko vidiš svoje pač najbližje, da lahko vidiš res lepote sveta. Hvaležen si lahko za zvok, za sluh, da lahko slišiš zvoke. Hvaležen si lahko za svoje okušanje, da lahko kušaš. Kajti, ko smo prehlajeni, ne, kaj se zgodi? No, se zapanca in niti ena hrana ni tako slastna, kot je bila prej. Tako da ja, hvaležen si lahko za vse okušanje, za pač, da lahko doživiš to hrano, tudi z vsemi čutili. To veliko stvari je, za katere smo lahko hvaležni. In dejansko je dobro. Pač, čim bolj si hvaležen, več stvari boš imel, za katere boš bil hvaležen. Če pa mogoče nimaš stvari še, pa si jih mogoče želiš, si lahko že vnaprej hvaležen za tiste stvari. To je del vizualizacije. Recimo, če ste mogoče brez službe, si lahko zamislite, da ste bili hvaležni, da ste mogoče zdaj doma. To pomeni, da ste lahko hvaležni, da mogoče spite malo dlje. Okay? Hvaležni ste lahko, ker imate mogoče več časa za družino. Lahko si hvaležen, če imaš mogoče pol ure več časa za kakao kavo ali pa čaj. Lahko si tudi na drugačen način hvaležen, ker dejansko, ko smo jezni na stvari, ki se nam dogajajo zdaj trenutno, ali pa ki so nam se dogajale v preteklosti, ali pa če smo jezni in frustrirani, zaskrbljeni, kaj se bo zgodilo v prihodnosti, v bistvu si nič ne pomagamo. Res pademo v res take nizke vibracije. Dejansko si res slabše delamo. To dejansko je dobro biti hvaležen. In kar sem odkrila je, da vsakeč, ko sem mogoče jezna, žalostna, da nisem v svojem elementu in sem potrta, takrat tako kot klik spremenim svoj state change, svoje stanje in takoj si rečem, ok, kaj sem hvaležna. In takoj pogledam, kaj sem lahko vse hvaležna zdaj trenutno. In v minuti tisto prejšnje stanje se je izbrisalo in postanem dobre volje. Sem spet srečna, sem spet vesela. In to je to. Dejansko vse, kar imamo, ne, pa ga jemljemo kot da je pač samoumevno, nas pol v bistvu dejansko res hitro zanese v pritoževanje in v negativne misli in negativne besede in pol dejansko v negativno realno stanje, negativne rezultate. Tako da ja, bojte res hvaležni za čisto vse v svojem življenju, res. Pa tudi, če slabo zgleda, je to mogoče sreča v nesreči. Mogoče še tega ne veste. Lahko je to dobra lekcija, ampak če si že hvaležen za to, da te bo mogoče današnji dan nekaj naučil, pa veš, da je neka slaba situacija, si lahko hvaležen za to, ker se boš nekaj naučil iz tega in pa si pogledaš, kaj se lahko naučiš iz tega. Tako da ja, hvaležnost je ena taka ful lepa čednost, ful lepa vrlina in dejansko res v tistem momentu ti res izboljša res počutje, vibracijo, ker res kar toplo ti rata pri srcu. In ko narediš to vajo, je zato, ker je to mišljeno, da ko je ta vaja končana hvaležnosti, da gremo na naslednjo vajo afirmacije. Ker dejansko, ko si ti enkrat v dobrih, pozitivnih vibracijah hvaležnosti, dejansko boš ful lažje sprejel afirmacije in potem cilje in tako dalje, ko so pač tiste vse naloge. Teda ja, hvaležnost je prva točka dneva in prva točka, da si zapišete, zakaj ste vse hvaležni. Ok, to je to. Se vidimo za naslednjo vajo, za afirmacije. In naslednjič. Do naslednjič pa od mojega srca do tvojega. Uživajte. Čau.